Danes smo želeli pravzaprav povedati dvoje. Prvo je, da ovržemo mit, da električni avtomobili se kar užigajo, da to kar gori kot bakla in da se to ne da pogasiti. Moramo vedeti, da prvič so električni avtomobili zdaj na trgu že toliko časa, da se tudi tehnologija baterij spreminja. Da tisti ogenj v prvih baterijah je bil drugačen, kot je ogenj danes. Ugotovili smo tudi, in to se mi zdi tudi pomembno sporočilo, da v bistvu tehnologija gašenja, gasilci, če tako rečem, tečejo vzporedno z razvojem tehnologije električnih avtomobilov. Se pravi, kakor se spreminja, to se spreminja tudi način gašenja, tehnologije, to s čim gasijo, na kakšne načine, razumejo baterije, kar je logična posledica. Drugo, iz mojega zornega kota gledano, pa še bolj pomembno sporočilo pa je, da v bistvu lahko napovemo prihodnost. Pred natančno 120 leti so se ljudje takrat spraševali, a bo več avtomobilov na bencin, na elektriko, ali pa takrat so bili v igri tudi še na paro. In za bencinske so govorili, to vprašanje, ker to so v bistvu goreče bakle na kolesih. To, kako pogosto so goreli. Danes nimamo vprašanja. Mi natančno vemo, da bo v Sloveniji vedno več električnih avtomobilov. Kar smo želeli povedati in iz mojega zornega kota zelo pomembno sporočilo pa je, velika dodana vrednost električnega avtomobila za vsakega uporabnika in tako tudi Slovenca je, da ga bo lahko polnil doma. In ko razmišljate o tem, da bi kupili električni avto, ne pozabite na to, da preverite, kakšna je doma električna napeljava, kakšno polnilno mesto boste naredili, zato ker večina ljudi ima danes v Sloveniji hiše, ki so zelo primerne za vse tiste, ki razmišljajo o tem, da bi imeli električni avto, iz 70-ih, 80-ih let. Elektrika ok tam dela zdaj, ampak ko pa enkrat priključiš gor avto, je pa treba to preveriti, ker napoved naša je za prihodnost. Če tega ne bomo naredili, potem bo gorel v hišah, ne avto, ampak napeljava.